Spoštovane dame in gospodje, spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci, vse najboljše za 30 let suverene Slovenije. Ko se ozremo v nekako polpreteklost te naše 30-letne države, si lahko brez zadržka priznamo, da si prepogosto sami sebi vrtamo v koleno, polagamo polena pod noge in si sabotiramo in preprečujemo razvoj, ki bi si ga naša država dejansko zaslužila. Nekako najbolj pogosto uporabljena prispodoba za tisti nek optimistični razvoj, ki se je obetal ob osamosvojitvi, je ta sedaj že ponarodela druga Švica, v očeh nekaterih Švica na Balkanu. In ker se nam dogaja to, kar se nam kot državi dejansko dogaja že vsaj 10 let, če ne več, smo se pričeli tej ideji o drugi Švici kot narod, kot kolektiv posmehovati, jo zasmehovati in nekako tudi tisti, ki se s politikami, ki našo državo vodijo, s katerimi seveda ne moremo biti zadovoljni, ko so takšne, kot so trenutno, nekako poistovetijo samo na enem drugem polu in z nasprotovanjem le-tem in nekim norčevanjem v bistvu delajo škodo v eni drugi obliki, ampak kljub temu ne pripomorejo k rešitvi težav in problemov, ki jih imamo. Zdaj nisem na tem mestu pričel tega videa z naslovom Suverena Slovenija zato, da tematiziram, ali imamo težave ali ne, ker je jasno, da jih imamo. In jasno je, da imamo pa tudi ogromne potenciale. In če želimo v naslednji dekadi, v naslednjih 20-30 letih dejansko tok razvoja obrniti v smer, ki je možen in realen, moramo se stopiti iz nekih naših principov, ki smo jih hote ali celo v veliki meri nehote ponotranjili in jih tudi udejanjamo kot neko kulturo, neke vzorce vedenja, ki se nam zdijo povsem normalni in celo tudi sprejemljivi. Se pravi, če dam nekaj konkretnih primerov, kaj želim s tem povedati, je tole. Slovenija se je nekako spolarizirala na dva pola in ta dva pola sta tako striktno ločena vsaj na neki ravni in ta dva pola sta nasprotujoča si, odbijajoča si pola, se pravi. Namesto, da bi se dogajal razvoj, da bi se dogajale debate, da bi se dogajalo usklajevanje, se dogaja permanentno netenje konfliktov in ko se večkrat uporabi tista pripodoba o kuhanju žabe, se nam je očitno kot državljanom zgodilo ravno to, da se je to tako počasi in počasi razvijalo in pripravljalo, da smo postali dejansko vsi nekako ambasadorji in ambasadorke te napačne poti razvoja in prepogosto mislimo, da delamo pravilno, ko se v bodisi tako imenovani levi ali desni tok spustimo in mislimo, da bomo z nekim parcialnim udejstvovanjem države, dežele, prišli do rezultata, ki bo zadovoljiv. To seveda ni tako, ker se moramo vprašati, ali je sploh ta naš politični sistem ustrezno definiran, kaj šele ustrezno realiziran. Se pravi, če čisto natančno pogledamo, se na teh dveh polih, ki jih imamo, dogaja tole, da nekako tako že skoraj da na eni dogmatski bazi velja, mi imamo vse prav, tisti, ki se definirajo za nasprotni pol, pa delajo in počno in mislijo vse narobe. In s katerega pola pač gledaš, tako to dojemaš. Jaz bom sedaj izbral naključno, kaj mi bo prvo padlo v glavo, ok, pa rečemo levi.
jaz sem levi in mi na mojem polu počnemo vse pravilno, na desnem so pa sami norci in oni na desnem rečejo podobno, mi smo desni, mi delamo vse pravilno, oni na levi pa počnejo vse narobe. Ja, in v bistvu se pa nam s tem, ko mnogo ljudi na ta način neke svoj ego zadovolji, neke svoje potrebe, agresivne, ja, namerno sem rekel takole, dogaja dehumanizacija in tudi antihumanizacija, se pravi, v bistvu se mi razvijamo anticivilizacijsko. Ja. Naša kultura ne gre kljub tehnološkemu razvoju in napredku na boljše, ampak na slabše. In vselej si nekako tako povprečen državljan izgovor in vzrok za to najde izven sebe, kriva je politika. In sedaj sem pri enem izmed bistev tega videa, da nam ne gre dobro in da nismo druga Švica oziroma podalpska Švica na Balkanu, krivimo politike, ko pa imamo možnost, da po demokratičnem orodju, se pravi na volitvah, lahko politike izbiramo, pa izbiramo vselej praktično enake, ki so že vsaj desetletje ali več dokazano nesposobni in neoperativni. Četudi imamo povsem zadosti odličnega kadra, ki bi lahko tako v zelo kratkem času te politike nadomestil in jih tudi dejansko njih napake saniral. Sedaj bom poimensko navedel enega izmed mlajših politikov, ki je dejaven tukaj v moji bližini. Jaz ta video snemam sedaj v podzavesti Ptuja, ki je zgodovinsko mesto in nekako, glede na to, da je prva žrtev vojne za Slovenijo bila na Ptuju, pravimo na Ptuju, ki je mesto sonca, že zaradi mitrejev, da se pa spremembe v dobro smer najprej pričnejo tukaj. Se pravi, v bližini Ptuja se nahaja občina Sveta Trojica in tam imajo mladega župana, mislim, da je star tam nekje 33 let, David Klobasa mu je ime, in opazujem tole, ker sem dosti v teh krajih aktiven in vidim, mladostna energija, ljudje pridejo, ljudje se imajo dobro, napredek je jasen in tudi nekako tiste starejše politične sile so morali si to priznati in zdaj seveda za interne situacije ne vem, ampak vidi se, da se dogaja neka pomladitev, itak za slovenski prostor zelo pomembnega kraja. In če gremo na vseh, koliko imamo, 262 ali 282 občin, je lahko ena sama občina dokaz, da se da, ko se hoče. In da se sedaj v drugem delu tega videa pa usmerimo v ta optimizem. Kot rečeno, če ne bi bilo realnih pogojev, ne bi prišlo do tega, da bi razmišljali, da bi lahko bili druga Švica. To je zadeva, ki ni privlečena kar tako za lase od nekod. In sicer to povem lahko iz dveh razlogov. Jaz sem nekako Slovenec z zelo močnim švicarskim vplivom, bivanja lastne družine nekoč v Švici, tudi na pomembnem področju človekovega življenja, se pravi medicine. Po drugi strani, skozi študentsko pot sem spoznaval te zahodnjaške kulture in vedno znova sem prišel do spoznanja, kako velik intelektualni in kulturni potencial je v tem našem okolju. Četudi je pri obiskovanju dežel, ki so nekako v nekem razvoju bile pred nami, se mi je vselej zdelo, da pa nam to ni problem, glede na to, kakšen elan in kakšno inteligenco ima naš narod. Ampak, kot rečeno, če se spustimo čisto realno nazaj v to našo državo, pa rečemo tam nekje okoli leta 2008 in neke afere Patria in svetovna gospodarska kriza,
in tako naprej, da ne bom našteval, bodimo čisto konkretni, je več bremen kot nekih olajševalnih okoliščin oziroma okoli nas je več elementov, ki nam življenje delajo neprijetno in ne kaj prida lepo, glede na to, kaj se je dogajalo v obdobjih pred tem in kaj bi lahko bilo. In kot rečeno, ta video sedaj ne bo predolg filozofski traktat. Jutri bomo tukaj na Ptuju pričeli tudi z zelo aktivno revitalizacijo. Pravimo, da ne gre samo za to, da se v nedogled tarna in nerga, ampak bomo iz zakladov, ki jih tukaj imamo v arheološkem in zgodovinskem oziru, naredili zadeve, naredili projekte, ki so za to okolje in ne samo za to okolje, za globalno okolje zelo pomembni. Na tem mestu na hitro omenim. Ptuj je več tisočletna naselbina, je mesto, ki je 2019 praznovalo 1950. obletnico prve pisne omembe in med vsemi ostanki zgodovinskimi se tukaj nahajajo mitreji, to so templji za čaščenje boga sonca, in na podlagi teh arheoloških najdb je možno razlagati marsikaj, kar je pomembno v svetovnem oziru, in eksponati ter artefakti, ki so tukaj ohranjeni, so tudi edinstveni v svetovnem oziru. To je zadeva, ki bi bila v razviti družbi ena izmed glavnih atrakcij širše regije. To nam mora biti jasno. In od jutri naprej bomo, oziroma 25. naprej, ta video sedaj snemam 24. junija, nekako po 22:30 uri, se pravi, je nekaka uvertura v ta rojstni dan naše dežele. Skratka, po Sveti Trojici sledi Ptuj, mislim, saj na Ptuju to že delamo dlje časa, ampak glede na zahtevnost tematike je bilo treba malce več vložiti in povem tukaj nekako pri zaključku tega videa, ne pustimo se vleči v neka brezna, ne zastrupljajmo svoje mentalitete s temi nenehnimi podtikanji, nenehnimi brezveznimi debatami. Poglejmo čisto objektivno na stvari, da nam bo jasno, kaj so konkretni rezultati, kaj niso. Naredimo odmik od tega v Sloveniji, da so v Sloveniji politiki dejansko ko neke zvezde resničnostnih šovov, ja, vse skupaj je tako brutalno pretirano, ljudem, ki škodujejo naši družbi, še sedaj je tako ekstremna pomembnost, tisti, ki so pa res velika imena, lahko tudi v svetovnem oziru, so pa nekateri celo zamolčani ali pa marginalizirani. In še enkrat poudarjam, kar je bistvo tega mojega videa. Slovenija je država z ogromnim potencialom. Če gremo malce tudi na področje, ki so še mogoče malce alternativna, pa ne bom dejal ezoterična, ampak alternativna zato, ker je v tem našem okolju še ena taka, bomo temu rekli, kulturna blokada o nekaterih zadevah govoriti. Se moramo kljub temu zavedati, da je ta dežela, kjer se danes nahaja država Slovenija, že v zgodovini bila skrajno pomembna in se je nahajala na enem stičišču, ki je omogočalo generacijo in tudi regeneracijo res vrhunske pameti. In kot je dejal Cankar, mi smo vnuki svojih dedov. Bom jaz na tem mestu dejal, mi smo vnukinje in vnuki svojih babic in svojih dedov. In ti dedi, tudi če ni bilo morda nekega tako tehnološkega razvoja in neke naprednosti svoj čas, to ne pomeni, da je bila mentalna primitivnost. Biti prebivalec tega našega okolja, te naše dežele je velika plemenitost in glede na to, da imamo v imenu Slovenije L, se pravi globalno prepoznan termin za ljubezen, nam mora biti jasno, da to ni naključje. Jaz vam povem,
da dejansko ni naključje in na tem mestu za 25. junij napovem, da bomo v projektu Deo Soli, se pravi, to se nanaša na mitraizem, ki ga bomo na Ptuju aktivno v tej prvi fazi izvajali od 25. junija do 25. decembra, nekako takole od solsticija do solsticija, po decembru seveda tudi naprej, povedali in parafrazirali ter tolmačili marsikaj. In naš glavni motiv in namen je, da dejansko pokažemo, da je Slovenija dežela kot redko katera na tem svetu in da upravičimo dejstvo, da v svojem jedru nosi ljubezen. In da pokažem en taki tudi napredni duh, bom si za zaključek videa o Sloveniji sposodil Goethejev citat, ki bi to našo deželo zagotovo oboževal. In že Goethe je dejal, ljubezen je tisto, kar svet spaja skupaj. In v primeru naše Slovenije je ljubezen tisto, kar jo dejansko že na grafičnem nivoju spaja skupaj. Vemo pa, da je to v nas. V Slovenkah in Slovencih je potencial za neomejeno ljubezen in neomejena ljubezen je neomejena lepota bivanja. Spoštovane in spoštovani, vse najboljše za 30 let suverene Slovenije.